Lep pozdrav, Miran Peterman tukaj. Danes bom naredil kratek video na tematiko, zakaj moj moški nima časa zame. Pred kratkim smo naredili anketo v Facebook skupini in dejansko številka ena, bom rekel, vprašanje se je izglasilo, kaj ti ni všeč pri tvojemu moškemu. In dejansko odgovor številka ena je bil, da moški nima dovolj časa za mene. Zakaj moški nima dovolj časa za svojo damo? Seveda, razlogi so dejansko različni, lahko je dela dolge dneve, ima toliko obveznosti in tako naprej, karkoli se že dogaja, ampak iz mojih izkušenj, bom rekel, razlog številka ena, zakaj moški nima časa za žensko, je dejansko problem v komunikaciji. Ker tukaj, seveda, tako kot sem rekel, mogoče je ena zgodba, da resnično nima časa, ampak tudi, če nima časa, potem zagotovo najde čas, da ima čas, ampak dejansko, bom rekel, problem, način komunikacije. Dejstvo je, da ogromno parov ne zna komunicirati. Dejansko ženske in moški govorimo različna jezika, to vsi nekako vemo, ampak dejansko ne vemo. Vsi vemo, da govorimo različna jezika, ampak ko se začnem pogovarjati z ženskami, v večini primerov, bom rekel, ne razumejo točno, kaj jim moški govori, oziroma ne znajo dejansko skomunicirati svoje želje, svoje potrebe moškemu na način, da bi bilo lahko to sprejeto. Ker številka ena je, ki je, bom rekel, problem številka ena je, enkrat bom naredil video, pa bom lepo sistematiziral, sedaj probam kar, bom rekel, malo tako, ne bom rekel prosto po Prešernu, ampak dejansko številka ena je pritisk. Moški dejansko, ko smo postavljeni v kot, ko smo postavljeni pred dejstvo, pred neko odločitev, nekaj je treba narediti, dejansko, ko smo nekako stisnjeni v kot, je za nas zelo težka pozicija. In ogromno žensk to dela. Ves čas dejansko pričakuje neke odločitve, to in tako naprej. In te stvari so velikokrat skomunicirane iz njihove strani, pa ne zato, ker so, bom rekel, slabe, ker so gre za neko slabo namero, ampak dejansko drugače ne znajo. To pomeni, da nezavedno ženske komunicirajo na način, da postavlja moške pred neko dejstvo, v kot, v neko omejitev in potem je absolutno moški velikokrat, največkrat zmrznemo. To pomeni, da vse stvari, ki so skomunicirane z ženske strani, morajo biti dejansko brez nekega obtoževanja, brez nekega, bom rekel, vse stvari so v glavnem preveč, bom rekel, za moške je preveč direktne, preveč tako, zdaj moraš pa to, zdaj moraš pa to. Ker, v bistvu, želja moškega je, da osreči žensko. In če moški ženske ne more osrečiti, potem sam sebe doživlja kot, da dejansko je izguba. Dejansko je brez vrednosti. Ker kaj češ biti z žensko, ko opaziš, da ne moreš dejansko jo osrečiti, da je ne moreš zadovoljiti, da ne moreš izpolniti njene želje. Ampak razumete? Seveda, pustimo zdaj to, da ogromno moških potem nekaj časa, ko so v vezi, postane lenih in grejo po liniji najmanjšega odpora in dejansko poskušajo čim manj delati in se izogibajo vsem tem zadevam, ampak to je druga zgodba. To pomeni, čas, ki ga preživimo skupaj, mora biti neka, bom rekel, komunikacija, da resnično razumemo drugega. Isto je problem, kako moškega, dostikrat sem že govoril o tem, moški potrebuje nek čas za sebe, potem v bistvu se usede na kavč in pogleda časopis, in dejansko malo da se oddahne, malo da pride k sebi, ker to je način, kako moški funkcioniramo. Po drugi strani pa ženska lahko dela 5 stvari naenkrat in je multifunkcionalna, multipraktična in potem zagleda tega bogega moškega na kavču in super, nič ne delaš, a lahko narediš tole. In potem, bom naredil samo tole, da končam. Kako dokončaš? Vidiš, da jaz delam, ti pa ne delaš in tako naprej.
Razumete, samo razumevanje doživljanja časa, doživljanja v bistvu našega dogajanja in predvsem v zadnjem času, v bistvu je, glejte, dejansko skoraj nihče ne govori o tem. Doživljanje stresa. Moški in ženske doživljamo stres na popolnoma drugačen način. In če ti veš, kako tvoja partnerka doživlja stres in če ona ve, kako ti doživljaš stres, potem te lahko znotraj teh stresnih trenutkov, stresnih momentov, kar je dejansko tega je ogromno, lahko drugega podpremo. A razumete? Ker moški pač rabi več časa. Moški, ko pride iz službe, je dejansko zaključil neko poglavje in preden gre v novo poglavje, se rabi oddahniti. Seveda od tega, koliko je moški natreniran in tako naprej, ne? Od tega je odvisno, kako hitra je ta njegova prehodna faza, ne? In seveda nekatere ženske potem moške malo natrenirajo, ne, in se pohvalijo, moj pa vedno naredi. Ja, vedno naredi. Ok, verjamem, da vedno naredi, ne, ampak vprašanje ni, ali vedno naredi. Vprašanje je, ali se dobro počuti. Vprašanje je, ali je zadovoljen. Vprašanje je, ali je srečen. Vprašanje je, kako se on ob tem počuti, ne. Ampak razumete, ker včasih, ko spremljam malo debate in komentarje, ne, nekatere ženske so zelo zadovoljne z moškimi, ker jih zelo poslušajo, ne, ker naredijo vse, kar jim one reče, ker so ugotovile, na kakšen način jim morajo reči. Ampak v bistvu iz njihovega komentiranja in iz njihovega načina, kako dejansko te stvari govorijo, je dejansko vidim že oddaleč, da te stvari zagotovo moški ne delajo iz veselja, iz ljubezni, čeprav seveda imajo veselje in imajo ljubezen, da ne bo tukaj kakšne zamere, ampak dejansko naredijo, da imajo mir. Ne? In znotraj čutijo odpor in ta odpor lahko potem sčasoma raste in tako naprej. To pomeni, komunikacija je izredno pomembna. Ne? Dostikrat potem dobim zanimivo idejo, mi potem nekatere ženske reče, ga bom jaz vprašala. Bom jaz vprašala, kako se on počuti. Bom jaz vprašala, zakaj, ker nima časa za mene, ne? Zakaj dejansko se to dogaja in bom jaz kar njega vprašala. Ne? Glejte, drage dame, to je najslabša ideja na svetu, da ga greste direktno vprašati. A je to, da pač zadeva ne teče med nama, da ne znava komunicirati, a je zaradi tega, da potem pač nimaš časa, ne, ker nimam časa pomeni, da včasih si moški, če se ne počuti v redu, če se ne počuti sprejetega, če se ne počuti v bistvu, da ne bo sojen, karkoli že njegova situacija, si zadeve organizira na način, da potem enostavno nima časa. Ne. Seveda, ok, druga stvar je, da ženske rečete, aha, zakaj pa potem mi moramo isto biti razumljeni, mi moramo isto biti sprejeti. Absolutno, ampak v tem trenutku poskušam pomagati vam, drage dame, da razumete svojega moškega. In če želite to zadevo od moškega direktno izvedeti, ste dejansko naredili veliko napako. Zakaj? Zato, ker vam moški nikoli ne bo povedal. Ne? Zakaj? Zato, ker, gledajte, če ni nekega intimne komunikacije, če ni nekega lahkotnega pretoka, če moški ne čuti, da je sprejet, ne glede na to, kaj dejansko bo povedal, kako bo povedal in ne bo nobenega obtožbe, ne? Če tega ne čuti, potem tega ne bo naredil in bo našel neko varno zgodbo. In edina rešitev je, da potem vprašate nekoga, ki se pač s temi zadevami ukvarja, da lahko iz vaših besed potem pretolmači, da kako dejansko moški te stvari doživlja in dejansko potem skupaj najdemo neko boljšo pot, da je dejansko tudi za vašega moškega lažje sprejemljivo, ne? Da dejansko, bom rekel, potem za naslednjič veste, na kakšen način mu lahko nekaj rečete, da boste imeli korist. Glejte, to seveda ne pomeni, da moški nima svoje odgovornosti, da se nauči,
kaj se v vaši glavi dogaja, da nauči, kaj se v vaših čustvih dogaja in vse to, in potem, da dejansko začne na drugačen način tudi doživljati vas sprejemati, vas podpirati, ker pravite, resnice na ljubo, ogromno moških nima pojma, kaj se z žensko dogaja. Zakaj? Je zato, ker mu nihče ni povedal. Oče, kar oče ni vedel, mama pa ni povedala. Nekaj v tem smislu je že John Gray napisal knjigo. To pomeni, komunikacija je eden izmed, oziroma bom rekel, problem, ne tekoča komunikacija, problemi v komunikaciji, ne znamo se pogovarjati, ne znamo se sprejemati, ne znamo se podpirati, ne znamo uživati časa skupaj. In tukaj je seveda odgovornost od obeh partnerjev. In tukaj je, bom rekel, ključni razlog, zakaj dejansko moški dostikrat nima časa oziroma pač naredi tako, da pač nima časa. Tako kot sem rekel, zadnja stvar, ki vam jo priporočam, je, da greste zdaj bom pa jaz svojega moškega preverila, a je res to tako, a je res razlog za to, da sem jaz in tako naprej, da nima časa. To je brez veze. To je brez veze, Če ga ne želite izgubiti, Miran je rekel tako. Dejansko bistveno boljše je, da se pozanimate, greste nekomu, pridete na pogovor, bomo pogledali, kako se pogovarjate. Dostikrat se zgodi, ko se pogovarjam tako s stranko in potem rečem, dajva mi da pogledati, kaj se vi zadnjih 5, 10, 15 let sploh pogovarjate. Kaj vam on hoče povedati in kaj vam to. Se vidite, recimo, kolikokrat dejansko je nek par skupaj, seveda mislite, da sta srečna, srečna sta toliko časa, dokler imata oba veliko mero potrpežljivosti in prilagajanja, in potem, ker ne znata komunicirati, potem pride dejansko do razhoda, in potem, ko gledata nazaj, joj, se res, poglej, to mi je pa recimo moja draga, tudi sam sem bil že zagotovo v takšni situaciji, ker pač, bom rekel, ne govorim vam te stvari iz teorije, koliko časa mi je že moja draga nekaj hotela dopovedati, da moram nekaj spremeniti, oziroma koliko časa sem že jaz poskušal njej dopovedati, da dejansko nekaj ne gre, da ne funkcionira in tako naprej. Tako da v bistvu komunikacija je zelo, zelo pomembna. In dostikrat dejansko smo, ker pač malo smo trdi in dejansko spregledamo, da neke stvari ne delujejo, ne funkcionirajo. In sedaj pogledajte, v bistvu sama komunikacija, vse te zadeve je dostikrat, bom rekel, težko preko same komunikacije, dostikrat, če ne delamo tega na dnevni bazi, če se s tem ne ukvarjamo, če to ne raziskujemo, dejansko, bom rekel, dosti težko opazimo, bom rekel, preko same komunikacije, da so stvari napačne. Ampak, če gledamo druge stvari, koliko časa preživimo skupaj, koliko uživamo, kako je to, kako se grejo te in take stvari, ki so potem, bom rekel, neka posledica vsega tega, potem gremo lahko nazaj, lahko bi bilo pa tudi to. Ama razumete? Zato, ker to je tako, če ne razumeš jezika, potem ne veš, da nekdo dela narobe. Mislim, gledajte, jaz špansko res, za mene je španščina španska vas. In nimam nobene pristojnosti, nobene, bom rekel, da bi lahko nekomu svetoval na področju španskega govorjenja, kaj šele, da bi kakšno slovnico preverjal. In isto je pa tako v življenju. Če mi tega ne znamo, če nimamo izkušenj, če imamo v bistvu naša prepričanja v tej smeri, bom rekel, da so neke stvari, smo navajeni, da je to tako, kolikokrat ti bom še to rekla, gledajte, koliko je vsega tega obtoževanja, podbacivanja in vsega tega, to je čisto brez veze, kje si pa bil, pa spet te ni, pa kako to, pa ono tretje, to je v bistvu, bom rekel, to ni dejansko partnerstvo 21. stoletja ali pa 2020 in tako naprej, ker je bistveno drugače, na bistveno drugačnih temeljih. Dejansko med partnerjema mora biti sistem vrednot in prepričanj moramo uskladiti, in v bistvu med vrednotami morajo biti tudi nekatere vrednote, ki so više kot moje in njene vrednote, ampak o tem bomo še kdaj drugič. Tako da to je bilo en kratek, bom rekel, insert glede na to našo anketo, in da dejansko majčkeno preverite, kako ste
pri vaši komunikaciji in če so nekatere druge stvari, ki vam niso všeč v vašem partnerstvu, da ne tečejo v redu ali da partner v bistvu, bom rekel, se ne odziva na način, kot bi želela, da dejansko se ne drži nekih dogovorov, in dejansko ravno tako, vse tiste, ko smo rekli, ne, tudi če dejansko ne pospravlja nogavic, ne, je dejansko ni stvar tiste nogavice. Stvar so mogoče neke, glejte, pospravljanje nogavic ni pospravljanje nogavic, ampak je lahko konflikt v nekih vrednotah, v nekih prepričanjih, ki jih imate vi drugače in vi se že 10 let kregate zaradi nogavic. In dejansko prepričujete, kako naj jaz mojega navadim, da bo dejansko pospravljal nogavice. Ne? Ampak niso nogavice. Nogavice so samo rezultat nečesa, ki je v ozadju. In tisto, kar je v ozadju, vam moramo pomagati odkriti. Ne? Simptomi so nekaj drugega. Moj pa to dela. Ja, ok, ampak deva pogledati, zakaj dela. To bi hotela, da spremeni. Ja, vem, ampak če ne ugotoviš, zakaj to dela, je nemogoče, da bo to spremenil. Ne? Tako da, to bi bilo za danes. Želim vam en čudovit dan, še naprej bodite čudoviti in vas do naslednjič pozdravljam.